Kolega Bandelli, jaz sem delal že v fabriki, delal sem tudi kot samozaposlen, kot prevajalec, potem sem na srečo šel na univerzo itd. Tako da dobro razumem, kakšna je situacija nekoga, ki si služi kruh s svojim lastnim delom in mora plačevati še prispevke in te zadeve. Zdaj, jaz, ko sem prevajal za neko agencijo, kot SP, njih ni brigalo, če sem, ne vem, če imam gripo, če imam kakšno drugo zadevo in v 2-3 dneh ne morem narediti. In ta vaš predlog tega ne rešuje. Ker za takšne situacije je tistih 3, 4, 5, 6, 7 dni, ko imaš neko normalno bolezen, ki jo lahko brez nekih večjih težav delaš, tisto so ključni. In ko takrat v tistih situacijah zgubiš možnost delati, takrat je problem za tvojo eksistenco. Tako da ta vaš predlog, nažalost, ne rešuje teh situacij in je to samo neka dimna zavesa, ki jo jemljete kot izgovor za to, da se to izpelje. Ne samo, da imamo osebne izkušnje, tudi pogovarjamo se z ljudmi. Zato smo večkrat predlagali to, da bi šlo iz blagajne direkt tistim, ki so res samozaposleni, ki so obrtniki, ne vem, en mehanik, ki si zlomi roko, ne more čakati 20 dni, da mu začne zdravstvena blagajna plačevati nadomestilo. In tako naprej. In zato smo mi vlagali te zakone in zato bi takšni zakoni bili pravični. Nismo pa, kolegica Kociper, nikoli vlagali zakonov, na katero bi se 6 sindikalnih central odzvalo in jim nasprotovalo. Ravno obratno. Odzvali so se gospodarske zbornice, MČEMI in podobne stvari. Tako da to je bistvo tega zakona. Ali dajemo podjetjem, delodajalcem, ali dajemo nekaj za ljudi. Ta zakon ljudem ne daje nič. Daje pa kapitalu.